2500 bolnikov ostalo brez pediatra. Kdaj bodo podjetja lahko začela izkoriščati državno pomoč? Proslave posvečene Francetu Prešernu. Pozdravljeni. Razmere po snežni ujmi z žledom se tudi na območjih, ki so bila najbolj prizadeta, umirjajo. Ponekod so še vedno brez elektrike. Danes popoldne na območju Elektra Ljubljana na omrežju ponovno prišlo do izpada in brez električne energije je spet okoli 30 000 odjemalcev. Tudi na Postojnskem si prizadevajo, da bi odjemalce na električno omrežje priključili do nedelje. Z otoplitvijo se je povečala tudi nevarnost padanja ledu z objektov in dreves. Vremenoslovci pa opozarjajo tudi na sunke jugozahodnega vetra, ki bi lahko povzročili dodatno škodo. Bojijo se tudi morebitnih poplav. Na območju Elektra Maribor pa je brez električne energije že manj kot 900 odjemalcev. Med temi, ki še vedno nimajo napajanja, so tudi prebivalci nekaterih zaselkov v krajevni skupnosti Tinje. S tamkajšnjimi prostovoljnimi gasilci jih je obiskala sodelavka Ana Bučar z ekipo. Več kot 50 članov iz prostovoljnega gasilskega društva je dnevno na terenu že vse od ponedeljka. Če so prve dni neumorno odstranjevali drevesa s cest, zdaj ekipe z agregati gospodinjstva oskrbujejo z električno energijo. Trenutno imamo okoli 20 agregatov, te pa razvažajemo z dvema ekipama na roku 2 ur. Klicev na pomoč je namreč veliko, saj je v njihovem območju brez elektrike še okoli 75 gospodinjstev. Zato je ekipa, ki se je vrnila z Urha, takoj dobila novo nalogo. Agregat pelta gor do Martinco, pa tam preklopta 2 hiši, Ko še je ono kaj kontrola, ni treba. Pa bom ti javil, pa treba čez 2 uri, bo pa predstavljali ljudi. Vidi, pa gremo. Kljub temu, da so na nogah že več dni, so vedno pripravljeni na pomoč. Agregat zdaj pripravijo in ga odpeljajo še v naselje Rep, kjer so brez elektrike 3 dni in jim bo še kako prav prišel. Takoj, ko ga postavijo na dvorišče in skupaj z domačini napeljajo še električne podaljške, si Stagnetovi lahko oddahnejo. Težave imamo najbolj z zmrzovalnimi skrinjami. Ostali, kaj pa se imamo še štedilnik po starem, normalno leko si kuhamo vse, tako da največji problem so skrinje. Tudi gospa Richter, ki nam pokaže, da je v teh dneh rešuje krušna peč, kjer se mož rad pogreje, pohvali gasilce, ki ji vedno priskočijo na pomoč. Imamo tako dobre gasilce tu, pa še tudi sosed je tako dober za nas. Ob tem pa se spomni časov, ko elektrike niso pogrešali. Prej smo pa na tisto pa človejku kurli, pa na koži, svače pa tam. Pa ni bilo nič težko, ne? Ja, smo bili vojeni, zdaj bi bilo težko, zdaj. Da gasilsko ekipo nestrpno pričakujejo na drugem koncu Tinja, pa slišimo med potjo, ko se vračamo v gasilski dom. Imamo delo za naprej. Kaj rekel? Če imamo samo agregat, moramo za nekaj poiskati, ki ga bomo dobili. Za koga? Za skrbijeka. In tako bodo prebivalcem pomagali še tako dolgo, dokler električarjem ne bo uspelo popraviti omrežja. Ob tem pa elektrodistributerji opozarjajo vse prebivalce, naj se ne približujejo poškodovanim daljnovodom in naj sami ne poskušajo odstranjevati dreves, ki so padla na vodnike, saj so ti še vedno lahko pod napetostjo. Polomljena drevesa, ki ogrožajo pločnike in ceste, so namreč delavci cestnih podjetij začeli odstranjevati tudi v Mariboru. Delavci elektropodjetij, gasilci, pripadniki civilne zaščite, vojska in druge službe medtem še naprej pomagajo ljudem v stiski. Program ukrepov za Maribor širšo okolico, ki ga je oktobra lani potrdila vlada in bi območje rešil pred gospodarskim zlomom, pa se ne izvaja, ugotavljajo župani Podravja ter vodstva Mariborske razvojne agencije in regionalne razvojne agencije Koroške. Ministrstva in vlado zato pozivajo k takojšnjemu začetku izvajanja sprejetih ukrepov. Z nasmehom je premierka pred 9 meseci prišla v Maribor in prisluhnila predlogom mariborskega župana po takojšnjih ukrepih za reševanje gospodarske in socialne situacije v Mariboru. Pozdravljam dejstvo, da so naši pogovori tekli v smeri oziroma usmerjeni v prihodnost. Jesen je vlada vendarle sprejela program spodbujanja konkurenčnosti Maribora širšo okolico za obdobje 2013-2018 vreden pičlih 66 milijonov evrov, a se ta še danes ne izvaja. Ministrstvo, ki je pristojno za to, da izpelje te ukrepe,
da tam stvari precej stojijo. Dejansko prihajajo ta delujoča podjetja v stanje nekega dihanja na škrge. Delovanje podjetij otežuje tudi neodobravanje kreditov in bančnih garancij. Brezposelnost v Podravju pa se je medtem še povečala. Župani so ogorčeni nad popolno neodzivnostjo in nestrokovnim delom pristojnih ministrstev. Sumijo celo, da je obljubljenih 66 milijonov za program spodbujanja konkurenčnosti Maribora širšo okolico v resnici načrtovan za nekoga drugega. Ko se govori o organiziranem kriminalu, je to kriminal birokratov, lahko tudi ministrov. Opozarjajo še, da bodo zaradi zavlačevanja ministrstev zamujeni tudi roki za črpanje evropskih sredstev. Skrajni čas je, da se končno spozna, da če bo Maribor padel, da bo Slovenija padla. Podravski župani in vodstva agencij dajejo vladi in pristojnim ministrom teden dni časa za začetek izvajanja sprejetega programa. Če se ti ne bodo odzvali, napovedujejo ostrejša dejanja. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica pa je 2500 otrok ostalo brez pediatra. Decembra lani se je namreč ena od pediatrin upokojila, v začetku novega leta pa jih je dodatno presenetila še odločitev druge pediatrine, da odide na delo v sosednjo Avstrijo. Ker tudi po 5 mesecih od objave razpisa za to delovno mesto ni bilo nobene prijave, zdaj stisko blažita upokojeni pediatrini in šolski zdravnici. Direktorica zdravstvenega doma, ki hkrati dela tudi 4 ure kot šolska zdravnica, je ob izgubi 2 pediatrin svojo pisarno zamenjala kar za ambulanto. In vsi ti pacienti so pravzaprav zdaj, ko zbolijo, ostali brez svoje zdravnice in to zdaj rešujemo pač tako, da vzamemo v šolskem dispanzerju, pomagajo nam splošni zdravniki, verjetno tudi več obiskujejo dežurno službo. Upokojeni pediatrini sta na voljo le polovični delovni čas, zato si pomagajo tudi specializanti. Moram reči, da že po 2 tednih teh krize je že kar naporno. Ne znam si predstavljati, kako bomo zdržali, če bo to dolgo trajalo. Zato že razmišlja, da bi na pomoč poklicala še kakšnega upokojenega pediatra. Več kakor delati ne moreva in zagotovo je večja gužva, večji naval. S tem pa tudi vse več slabe volje med starši. Ja, težko, čakamo pač, ampak upamo na boljše. Jaz imam zdaj trenutno oba bolanga in bomo zdaj k enemu pediatru bomo oba pelali. Žal smo ostali brez, pa prosimo, da bi se čim prej lahko nekaj uredilo, ker je težko. Nazadnje, ko smo bili bolani, tudi en teden nazaj, smo čakali dobre 3 ure. Direktorica sicer začasno rešitev vidi v odobritvi dela specializantov. V zdravstvenem domu je trenutno zaposlenih 6, ki pa še ne smejo delati samostojno. Na mariborskem sodišču se je nadaljeval postopek zoper nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak in soobtožene v zvezi z domnevnim nedovoljenim dajanjem daril pri posredovanju tujih delavcev za 6. blok termoelektrarne Šoštanj. Z izjemo 2 obtoženih, ki sta že lani priznala krivdo, pa se zadeva ni premaknila izpred obravnave, saj obramba zahteva izločitev dela dokazov. Tovšakova se današnjega naroka ni udeležila, svoj izostanek pa sodišču opravičila. Nekdanja direktorica Vegrada sicer že prestaja zaporno kazen zaradi drugih zadev. Stvari nam niso logične in jasne, tudi računsko, niti logično na noben način ne, kje so bili ti elementi kaznivega dejanja. Ve se pa, da morajo biti za prikrite preiskovalne ukrepe podani dokazni standardi, ki te ukrepe potem tudi upravičijo. Tožilstvo je prepričano, da so dokazi pridobljeni zakonito, da tudi današnje pričanje obeh kriminalistov je pokazalo, da je policija delovala zakonito v skladu z določili zakona o kazenskem postopku in sem prepričana, da bo takšna tudi odločitev sodišča po predobravnavnem naroku. Pozornost medijev velja tudi Ustavnemu sodišču, ki je danes zadržalo izvajanje zakona o davku na nepremičnine v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb. To pomeni, da do končne odločitve Ustavnega sodišča odločbe v davku na nepremičnine ne bodo smele biti izdane. Sledi pregled še drugih domačih novic. Začenjamo z izredno sejo Državnega zbora, ki so zahtevali v stranki SDS.
V opoziciji opozarjajo na slabo angažiranost specializiranega državnega tožilstva pri pregonu najhujših oblik gospodarskega kriminala in izpostavljajo, da sume več kaznivih dejanj v bankah usmerja premalo tožilcev. Izpostavljajo tudi nezakonito ravnanje generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja pri imenovanju generalnega direktorja Vrhovnega državnega tožilstva Boštjana Škrleca. Moti jih popolna odsotnost državnega tožilstva v primeru najnovejših razkritij umorov nekdanje službe državne varnosti. O predlaganih sklepih poslanci ne bodo glasovali, ker jih je zavrnil že odbor za pravosodje. Desus ima več možnih ministerskih kandidatov za 3 resorje, a imen prvak stranke Karl Erjavec ne razkriva. Desus vztraja pri 2 resorjih. Erjavec se bo danes sestal s premierko Alenko Bratušek, potem bo bolj jasno, za kateri resor se bo zavzel, kakšna bo kadrovska rešitev in očitno tudi, ali mu bo Pozitivna Slovenija prepustila urad za zamejce in Slovence po svetu. Erjavec je sicer pojasnil, da je za možna kandidata Pozitivne Slovenije za gospodarskega ministra Metoda Dragonjo in za ministrico za zdravje Alenko Trop-Skaza izvedel iz medijev. Ponovil je, da s podporo Dragonji Desus nima težav, a da to ni kandidat njihove stranke in tako tudi ne more biti iz njihove kvote. Cene življenjskih potrebščin so se januarja spet znižale za 0,6%. Na januarsko deflacijo so najbolj vplivale zimske razprodaje, oblačila so bila cenejša za 16%, obutev za 11%. Na letni ravni je inflacija zdaj 0,8%. V preteklem letu se je najbolj za skoraj 10% podražila električna energija. Dražji so tudi alkohol in tobačni izdelki. Iz statističnega urada so sporočili tudi podatke o višini lanskega izvoza in uvoza blaga. Izvozili smo za 21,6 milijarde evrov blaga, uvozili pa za dobrih 22 milijard. Pred jutrišnjim Prešernovim dnevom, slovenskim kulturnim praznikom, je veliko osnovnih in srednjih šol pripravilo proslave. Obiskali pa so jih tudi slovenski kulturniki. Naša ekipa je bila na mariborski osnovni šoli Franceta Prešerna. Na šolski proslavi so se največjemu slovenskemu pesniku poklonili tudi z interpretacijo njegovih del. Umrežit ga Uršika lepa želi, zaljubljena v njega obrača oči. Tu videl mladenič se Urški približa. Al hotla bi z mano plesati, ji pravi. Sem se še bolj poglobila, nisem se samo naučila, ampak pač tako, kako moraš kako stvar povedati, pa v kako vlogo se kdaj živi, tako da ja. Si imela kakšno pomoč pri tem? Ja, pač mami mi je malo pomagala, pa učiteljica. Osnovnošolcem je verjetno prav Prešernova pesem Povodni mož med ljubšimi, čeprav ob koncu osnovne šole poznajo že precej pesnikovih stvaritev. Sem prebrala veliko pesmi in veliko literature tudi o njem in sem spoznala, da je dejansko pisal zelo dobre pesmi in v tistem času to ni nobenem dosegel. Tako kot se bi vsakrat vozil v najboljšem avtomobilu, tako se mi skozi Prešerna sprehajamo z največjim umetnikom slovenske besede. Na proslavi niso manjkale Ovrba srečna draga vas domača, Nezakonska mati. Nepogrešljiva je seveda tudi Zdravljica. 7. kitico sem vedel prej, zdaj sem se pa celo naučil. Ovrba. Ta je kar dolga in težka. Ja, sem se pa jo zlahka naučil. Kultura je del vzgoje na vsaki šoli in mislim, da so kulturni dnevi in pa takšne prireditve, kot ste bili danes priča, pomembni in pa pravzaprav osnova za otroški razvoj. Ravnateljica je učence tudi spomnila, da bodo slovenski kulturni hrami ob prazniku na široko odprli vrata in da lahko dan preživijo malo drugače, ob spoznavanju kulture. V plesni izbi Maribor, kjer poučujejo različne zvrsti plesa, pa že 6 let poteka tudi bobnarsko izobraževanje. Mladi bobnarji so svoje znanje pokazali na tradicionalni zimski bobnarski produkciji v mariborskem klubu Sačmo. Enakomerno udarjanje ritmov, koncentracija, ubranost v skupini, to je nekaj lastnosti, ki jih gojijo v bobnarskih oddelkih plesne izbe Maribor. Na tokratni produkciji so se predstavili vsi oddelki z različnimi glasbenimi kompozicijami. Jaz sem zelo vesel, da imamo pač močno
bobnarsko skupino mladih. Smo pa tudi zelo veseli, da so se nam pridružili njihovi starši, tako da v bistvu zajemamo in starejše in mlajše. 6 različnih bobnarskih skupin vodijo 3 pedagogi, ki učijo zahodnoafriške bobne. Idejno izhodišče je krepitev pripadnosti skupini ter sproščanje. Imamo džembe, to je najbolj popularen afriški bobn. V glavnem džembe se igrajo z rokami, kište, mi rečemo po mariborsko kište, drugače se prav reče dunun. Dunun sestavljajo 3 bobni, dunung, basangwa, kenkeni, nizki, srednji pa visoki ton. Tako da potem iz tega tvorimo neko poliritmijo in se trudimo, da bi to zvenelo čim lepše. Jaz sem se priključil bobnarskimi skupini pred 3 leti. Najprej sem začel v šolski skupini, potem pa sem še prišel na plesno izbo. Ko jaz bobnam, mi je to pravi užitek in mi je zelo fajn in uživam in vse. Odrski nastopi so le en del bobnarskega izobraževanja, ki sicer poteka vse leto. Otroci, mladina in odrasli v delavnicah spoznavajo različna tolkala, ritme in glasbo drugih kultur. Bobnarske delavnice pa so razdeljene glede na starostno in težavnostno stopnjo. Na zaključnem pokalnem turnirju v košarki, ki ga organizira v Mariboru, se danes odloča, kateri ekipi boste zaigrali v jutrišnjem finalu. Polfinalna para sta Helios in Union Olimpija ter Krka in Hopsi Polzela. Kar se tiče udeležencev druge polfinalne tekme, so se morali Novomeščani za to, da bodo nocoj ob 20:30 znova na parketu, močno potruditi v včerajšnjem četrtfinalu, da so ugnali neugodne igralce Rogaške, ki so v modrih dresih. Dogajanje je bilo razborljivo skozi celo tekmo, saj so Štajerci kar nekajkrat uspeli izničiti višjo prednost Novomeščanov. Ko je za slednje v sredini zadnje četrtine Bečirović zadel 2 meta za 3 točke, je bilo 11 košev prednosti dovolj za zanesljivo zmago. Čestitke igralcem in trenerju Rogaške, kajti res so bili za nas danes trd oreh, ampak to smo vedeli že pred tekmo, kajti skozi vso ligo Telemach dokazujejo, da so ekipa, ki lahko preseneti oziroma ki ima res kvalitetne igralce in igrajo zelo atraktivno in dobro košarko. Mi smo začeli tekmo malce premehko, dovolili njim, da so se razleteli po igrišču in potem je seveda bilo malce teže v nadaljevanju postaviti stvari na svoje mesto. Pričakovano je bila do vseh 4 četrtfinal najbolj izenačena zadnja tekma med Hopsi in Grosupljem, v kateri so bili Savinjčani v prvi polovici na poti, da si ustvarijo višjo prednost, a so jim igralci v zelenem, ki so v polčasu izenačili na 42:42, uspešno preprečevali odcepitev. In čeprav je Vujasinović zadel 3 zaporedne mete za 3 točke, je bilo napeto do zadnje minute, oziroma so Grosupeljčani pretili do zadnjih sekund tekme, katero so izgubili 87:82. Grosuplje v bistvu dosto riskirali, polnili so raketo. Mi smo celo tekmo smo neki dali, neki nismo dali. Na koncu nam je odprli, smo dali te odprte mete, hvala Bogu. Jutri bo verjetno na podoben način, kot tudi Krka igra v obrambi. Tako da, če bomo mi tako zadevali, ko smo danes zadnjo četrtino, imamo sigurno veliko lažje igrati. Je pa nesporno, da je Krka velik favorit. Ali je Helios dovolj močan, da preseneti Olimpijo in ali lahko podobno uspe igralcem Hopsov, ki so se včeraj močno iztrošili proti Novomeščanom? S prvo polfinalno tekmo so pričeli pred pol ure. Smo pa že dobili udeleženca finala v mini pokalu Špar, v katerem so odigrali polfinalni tekmi. To sta Krka in Helios. Prva je v polfinalu premagala Dravograd, drugi pa Grosuplje. V portugalski Lizboni pa poteka Evropsko prvenstvo v karateju do 21 let. Že prvi dan tekmovanja je Slovenija osvojila bronasto medaljo. Prejela jo je kadetinja Maša Simonič, ki je tekmovala v prikazu tehnike. To je za članico mariborskega kovinarja, ki bo v prihodnje tekmovala med mladinkami, prva medalja z tako pomembnega tekmovanja. Poglejmo še druge novice iz tujine. Poročamo o pripravah Brazilcev na letošnje svetovno prvenstvo v nogometu. Najprej pa o dogajanju v Siriji. Predsedujoča Varnostnemu svetu Združenih narodov v februarju, veleposlanica Litve, je pozvala Sirijo, da pospeši odstranjevanje kemičnega orožja iz države in ga povsem odstrani do 30. junija, kot je to obljubil predsednik države Bašar al-Asad. ZDA trdijo, da je Sirija doslej iz države preko pristanišča Latakija poslala le še 4% od vseh zalog kemičnega orožja in skupaj z drugimi zahodnimi državami menijo, da režim predsednika Asada zavlačuje.
Ruski veleposlanik pa meni, da odstranjevanje kemičnega orožja poteka v skladu z načrtom in bo dokončano pravočasno. Maskota argentinskega živalskega vrta, polarni medved Arturo, je po smrti dolgoletne partnerice, s katero je delil prebivališče, vse bolj depresiven. Utruja pa ga tudi vroče poletje. Zato se bodo veterinarji odločili, ali bi ga morda iz vroče Južne Amerike preselili v hladnejšo Kanado. Za Arturovo selitev se zavzema tudi Greenpeace, ki je v svoji kampanji za čim prejšnjo selitev Artura v Kanado zbral 160 000 podpornih podpisov. Še vremenska napoved. Jutri dopoldne bodo padavine ponehale, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 metrov. Na primorskem in vzhodni Sloveniji se bo delno zjasnilo. Popoldne bo spet začel pihati jugozahodni veter. V nedeljo bo dopoldne oblačno in deževno, ob morju bo pihal okrepljen jugo, ponekod v notranjosti Slovenije pa zmeren jugozahodni veter. Popoldne bodo padavine slabele, nastale pa bodo krajevne plohe, na primorskem lahko tudi posamezne nevihte. V ponedeljek bo deloma jasno in suho. Spoštovani, toliko smo vam pripravili v današnjem dnevniku. V družbo televizije Maribor pa vabljeni tudi jutri ob 18, ko bomo pripravili pregled pomembnejših dogodkov tega tedna. Nasvidenje.